Vse veste, kako pravijo, vsak nos svoj križ, no nekateri pa nosijo tudi maščobo okrog pasu. Kakšno maščobo nosimo okrog pasu, zakaj je lahko nevarna, predvsem pa kako jo lahko odpravimo, bova povedala v današnjem videoposnetku. Živijo spet nazaj na kanalu Moj laboratorij. Videa sva Bija in Aleš, zdravstvena delavca, ki vam na tem kanalu predstavlja laboratorijsko diagnostiko. Govorijo pa tudi o ščitanci, alergijah, prehrani. Veliko se ukvarjava tudi s hrano nasploh, preizkušava različne načine prehranjevanja in pa tudi druge stvari. V tem času izolacije in zaprtja telovadnic pa občin si je marsikdo pridelal trebušček, ki bi se ga zdaj najbrž rad znebil še pred poletjem. Saj jaz sem si ga. Čeprav se mogoče tlele niti ne vidi, ker kamera že itak doda par kilc, ampak obljubim, da sem si ga. Smo, kar jemo. In zato se naše vsakdavne izbire poznajo tudi na telesu in pa tudi imunskem sistemu. Najbrž ste v vsem tem času že slišali, da se imunski sistem nahaja v črevesju. To pa pomeni, da zdravo črevo predstavlja tudi zdrav organizem. In kako do zdravega črevesja? Ja, z zdravimi bakterijami. Zdrave bakterije najbolj enostavno doma najdemo v jogurtu. Če ste kdaj bili pozorni, tudi zadnji piše lactobacillus. Pa to niso oni bacili, ki letijo po zraku, pa rečemo bo bacili. In različnimi raziskavami so že ugotovili, da bakterije, ki živijo v našem črevesu in so pač del našega mikrobioma, lahko ugodno vplivajo na tveganje za razvoj sladkorne bolezni in pa tudi srčnih obolenj. In zdaj te ugodne bakterije lahko vplivajo celo na boljše športne rezultate. In zato ni čuden, da se nekateri športniki sledijo točno določenim režimom prehrane. Kar je pa najbolj razveseljivo, je pa to, da so z najnovejšimi raziskavami ugotovili, da te ugodne črevesne bakterije lahko pomagajo tudi zmanjšati maščobe okrog pasu. Pa ne se bati, ne bomo vam prodajali nobenih prehranskih dodatkov ali pa kakšnih probiotikov, zaradi tega, ker midva trdno verjameva, da je treba za zdravje v prvi vrsti najprej izboljšati prehrano. Katera prehrana nam torej s pomočjo teh dobrih bakterij lahko pomaga izgubiti maščobo okrog pasu? Dajmo zdaj najprej malo podrobneje pogledati te maščobne obloge okrog pasu. Na področju trebuha se nahajate dve vrsti maščobe. In prva je tista, zaradi katere se nam ne vidi six-pack. Morate namreč vedeti, da ga imamo vsi, se pravi trebušne mišice, imamo vsi, se pravi radiatorčke. Ampak nekaterim se ne vidijo tako kot drugim, ravno zaradi te maščobe. In to je v bistvu podkožna maščoba, ki se nahaja takoj pod kožo in pa prekriva mišice. To maščobo lahko tudi sami zatipamo, se veste, to so tisti šlavki okrog pasu. No, druga vrsta maščobe, ki se nahaja na predelu trebuha, pa je visceralna maščoba. Ta se nahaja globje pod mišicami in obdaja naše notranje organe. Visceralna maščoba je v bistvu tista, ki naredi ta tako imenovan pivski trebušček, za katerega je značilno, da prekomerno izstopa na telesu, ampak vseeno je pa na otip kar nekako trden. No, visceralna maščoba torej obdaja naše notranje organe. Vsi jo imamo in dobro je, da jo imamo, ker v bistvu naše organe ščiti pred zunanjimi vplivi. Problem pa nastane, kadar je visceralne maščobe preveč. No, tudi ta maščoba se nahaja v predelu trebuha, je pa v nasprotju s podkožno maščobo pod mišicami, zato je ne moremo prijeti. Noben tip maščobe pa ni glih prav dober. Je pa znanstveno dokazano, da je prav ta visceralna maščoba nekako bolj neugodna in nevarna za vas, kakor pa ta podkožna maščoba, ki jo imamo itak vsi imamo. No, razen ti. Tukaj nikaj prijeti. Dejstvo je, da obe vrsti maščobe povzročata višje tveganje za bolezni srca in pa ožilja. Sladkorno bolezen, visok pritisk, apnejo, več različnih vrst raka in pa tudi druge degenerativne bolezni in zato je dobro, da malo popazite na to, da teh maščob pač nimate preveč. No, ne bi bila midva, če ne bi spet malo o hormonih. Za nabiranje visceralne maščobe je namreč lahko odgovoren tudi kortizol, ki je poznan tudi kot stresni hormon. No, z merjenjem kortizola se pri nas res veliko ukvarjamo, ne malokrat pa vidimo tudi pri pacientih s povišano telesno težo res povišan tudi kortizol. No, kortizol vpliva tudi na imunski sistem, na delovanje ščitnice in pa na delovanje inzulina, torej tudi trebušne slinavke, vpliva lahko pa tudi na spolne hormone. Pa dajmo zdaj pogledati, kako sta v resnici povezana ta visceralna maščoba in zdravje črevesja.
Vaš vsakodnevni način prehranjevanja vpliva na prisotnost in pa odsotnost zdravih bakterij v črevesju. To je jasno. So pa znanstveniki ugotovili, da obstajajo tudi določeni dobri mikrobi, ki lahko pomagajo pri zmanjšanju vnetja v telesu, lahko tudi znižajo krvni tlak, lipide, torej holesterol, lahko pa tudi zmanjšajo maščobo okrog pasu. In na razvoj teh bakterij lahko na srečo vplivamo sami. Kako? Ja, z izbiro pravilne prehrane. Torej, če se prehranjujete pretežno rastlinsko in v prehrano vključujete veliko vlaknin, boste po vsej verjetnosti v črevesju imeli boljše bakterije, kot če se prehranjujete tako bolj moderno, se veste, procesirana hrana z veliko vsebnostjo sladkorjev, transmaščob in pa malo mikronutrientov. Ampak vse to je jasno. Ne moreš čisto vse te svinarije, da se to ne bi vsaj nekje poznali. Ja, jaz res ne moram. Ja, res ne moreš. Adeno! Ampak vseeno, lahko tudi s pravilno prehrano ustvarjamo škodljive črevesne bakterije. Znanstveniki so namreč ugotovili, da ni pomembno samo, katera živila jemo, ampak tudi v kakšni obliki jih jemo. Naprimer, sveža zelenjava, sadje, oreščki, stročnice in pa polnozrnati izdelki bodo za črevesne bakterije sicer ugodni, če jih jemo v njihovi naravni obliki in pa čim manj predelane. Če pa ta ista živila jemo v visoko procesiranih različicah, bodo imela ravno nasproten vpliv na naše črevesje. No in kako zdaj lahko s prehrano izgubimo visceralno maščobo? Če se le da, zamenite vsa predelana živila za polnovredna živila in to čim bolj pogosto. Posegajte po zelenjavi. Mi v šoli hujšanja velikokrat vidimo, da ljudje od zelenjave jejo samo solato. Pa dobro, saj vem, da pozimi res ni toliko velike izbire kot polet, ampak vseeno se pa da dobiti še kaj drugega, ne samo solato, no. Ne bo vsak dan na krožniku čim več pisane zelenjave. Jejte tudi vlaknine. Pa vlaknine niso samo fižolo, ker se mu pač nekateri ljudje radi izogibajo. Ljudje največkrat mislijo, da vlaknine izgledajo takole. Pa v bistvu ni res. Vlaknine izgledajo takole. Najdemo ga tudi v ovsu, grahu, jabolkih, ogromih, korenju, ječmenu, trpotcu, pa tudi v polnozrnati moki, pšeničnih otrobih, oreščkih, zelenjava, to ima vse vlaknine. Jejte tudi oreščke in semena. Dostikrat me kdo vpraša, kako naj v svojo prehrano vključi oreščke, da ne bo glih zvečer pred televizijo zmazal cele vrečke, ker ima to čisto preveč kalorij. No, jaz si takole v eno posodo zamešam različne nadrobljene oreščke in pa semena, pa si pol to dam recimo na grški jogurt ali pa na kefir, pa tudi ful fino hrusta med zobmi. Zdravje črevesja pa pospešujejo tudi polifenoli, ki jih najdemo v nekaterih vrstah sadja, pa v čaju, kakavu in pa rdečem vinu. A zato zdaj pije rdeče vino? Ja. Dobra je pa tudi fermentirana hrana, to je pa recimo kefir, kislo zelje, kisle kumare, skratka vse, kar je vloženo. Tako da, če vam ni do telovadbe in bi radi zmanjšali maščobe okrog pasu, lahko najprej poskusite spremembo prehrane. Na ta način boste ustvarjali tudi dobre bakterije v črevesju, ki bodo pomagale pri izgubi maščobe. No, poleg živil, ki pa ustvarjajo dobre bakterije v črevesju, se pa seveda izogibajte sladkorju in sladkim pijačam, pa tudi sladkarijam, pekovskim izdelkom, moki beli, kruhu, krompirju, rižu, skratka hrani z visokim glikemičnim indeksom. Ta namreč hrani tiste slabše bakterije. Zdaj imaš pa tlele nastavljeno vse, kar ima naš otrok najraj. Piškoti, makaroni, riž, pa vse, kar je iz bele moke. Ampak to je tisto, kar midva sploh ne jeva drugače. Doma sem zato, da ne bi kdo na eno socialno porjavo, da otroku ne dava. Idealna prehrana za znebiti se visceralne maščobe je pa tudi ketogena dieta. To ve predvsem Bija, ki je s keto izgubila 20 kg. Pa še kar jih nisem našla. Čak daš mi na pauzi. Še ne 5 let. No, zdaj torej veste, kaj morate nehati jesti in predvsem, kaj morate nujno dodati v svoj režim prehranjevanja, če želite do poletja izgubiti majhen maščobo okrog pasu. Bo pa pomagala seveda tudi telovadba, veliko gibanja, dovolj spanca in pa veliko vode. Midva se zdaj vračava nazaj v laboratorij. Pa na telovadbo. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! A je Aleš Lihkar rekel, da bom jaz čez 5 let že v menopavzi? Ne bom!